tokrat občinskem informatorju. Študente vabimo na obisk krvodajalske akcije Čast in pol litra. Učenci 2 osnovnih šol uživali pri ustvarjanju na noči branja. Obiskovalci središča za ženji mlin v Framu navdušeni nad sobo pobega in sobo babice Jere. V Sveti Trojici so dobili semaforje, gradijo pa tudi kolesarske poti in obnavljajo ceste. UKC Maribor za upokojene zaposlene pripravili sprejem. Uspešno zdravljenje od alkoholizma. Medgeneracijsko sodelovanje ima v današnjem času vse večji pomen. Lepo pozdravljeni. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je danes priredila krvodajalsko akcijo Čast in pol litra. Ta se bo odvijala tudi jutri v prostorih medicinske fakultete. Tako ŠOM kot Mariborski Rdeči križ pa pozivata študente, da častijo kri v torek ali pa potem izven te akcije, kadarkoli do konca meseca aprila. Organizatorji so namreč izpostavili, da imajo izjemno nizko udeležbo in zato pozvali k udeležbi. Na tradicionalni in hvalevredni akciji ŠOM-a je opazen letos velik upad prijavljenih študentov. Danes se je udeležilo okoli 5 študentov, za jutri sicer je napovedano večje število študentov, ker se verjetno danes še vsi vračajo v Maribor, tisti, ki niso iz tukaj doma. Je pa res, da je izpad zelo ogromen, ker v prejšnjih letih je bilo že nekako tradicionalno, da je krvodajalska akcija potekala na Štuku, ki je tudi nekako središče študentskega življenja in so se lahko študenti samo ustavili, kolegi en drugega povabili na darovanje krvi. Letos pa smo promocijo mogli na žalost izvajati samo online, potrebno je pa tudi naročilo in pa potem, da se nekako pridejo do medicinske fakultete in vse to skupaj je očitno naneslo do tega, da je odziv manjši. Slovenija za samozadostno preskrbo s krvjo potrebuje precej krvi na dan. Približno 300 doz na našem koncu na teden zberemo. Najbolj to zavisi seveda od zdravstvenega sektora, kakšne operacije delajo ali se kakšne nesreče dogajajo. Tako da mi poskušamo varnostno zalogo vse skozi vzdrževati. Varnostna zaloga je pa seveda odvisna od tega, koliko krvodajalcev pridobimo v tekočem tednu, da pridejo na odvzem krvi. Zdaj mi v severovzhodni Sloveniji za naš konc lahko rečem organiziramo preko 90 akcij letno, to se pravi 45 približno na terenu in 45 v teh prostorih tukaj na medicinski fakulteti. S tem uspemo zadostiti skupaj z kolegi iz Prekmurja, skupaj z kolegi iz Ptuja zadostno količino krvi za naš konc Slovenije. Ob tem pa izpostavlja, da res prihaja do upadov pri udeležbi na krvodajalskih akcijah. Se pa v zadnjih časih, predvsem zaradi sistema, ki smo ga uvedli, zaradi varovanja zdravja, zaradi covida, kažejo težave, vse večje težave. Tudi zdaj tukaj v tej akciji, ki je študentska krvodajalska akcija, ki je bila tradicionalno zelo pomembna akcija, precej krvi smo zbrali, se kaže ta izpad. Kajti študentje se morajo, oziroma vsi krvodajalci, ki želijo darovati kri, se morajo predhodno telefonsko naročiti, kar pa ni nekako najbolj udobno. Vemo vsi, da smo ljudje takšni, da se pač težko odzivamo nekaj naprej, da se težko pripravimo, zato spet na tem mestu naš poziv. Ja, potrebno je prej poklicati, nažalost je sistem tak, je pa tak zato, da varujemo tako krvodajalce kot tiste, ki to kri prejmejo. Na tokratni krvodajalski akciji je bil tudi predstavnik projekta eProvetka, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Maribor. Želimo navdušiti čim več študentov, pa tudi srednjih šol, da ne bi bilo takšnega odpora ali pa nekih tabu tem glede tega krvodajalstva, torej da bi se čim več ljudi odločilo, predvsem mladih, za krvodajalstvo. Spodbujajo predvsem tiste, ki še niso bili nikoli krvodajalci, da pridejo. Za tiste, ki so že bili, pa vidi, da se vračajo. Ja, se vračajo, sploh ko so dobre izkušnje, da vidijo, da ni nek problem, da ni razloga za strah pride nazaj. Med današnjimi krvodajalci pa je bil tudi Tadej Lipar, ki prav tako ni bil prvič na krvodajalski akciji. Ker se mi zdi fajn, da pomagaš drugemu človeku, pa sebi pa tudi malo motivacijo devaš s tem. Če ti pomagaš drugemu, bodo drugi tebi. Kolikokrat ste pravzaprav že dali? 3-krat, 4-krat vse skupaj do zdaj. Za vse druge, ki se še odločajo, pa velja povabilo. Študenti se še lahko tudi danes naročijo za jutri in lahko pokličejo na telefonski številki 02 321 2271 ali pa 041 320 796.
do vključno 3. ure se klici sprejemajo. Zelo bi bili veseli, če se odzovejo v večjem številu, kot so se odzvali do zdaj. Vemo, da je to nekoliko neudobno za njih. Prej v preteklosti je bila akcija na Štuku, so prišli, pač so spodbudili drug drugega in prišli, vendar kljub temu to krizo zelo nujno potrebujemo. Tako da to velja poziv študentom. Hkrati velja študentom poziv cel mesec. Ta mesec je namenjen temu, da študenti darujete kri, da sodelujete družbeno odgovorno. Lahko tudi, če ne boste se odzvali danes ali jutri, se lahko odzovete tudi v naslednjih tednih, kajti kri se zbira in potrebuje vse skozi. Pa tudi vsem ostalim posameznikom, posameznicam, ki razmišljajo o tem, kako biti dobrodelen. Prav zaradi te dobrodelnosti je lahko namreč nekomu, ki kri nujno potrebuje, rešeno življenje. Na osnovni šoli Dušana Flisa Hoče so pripravili noč branja. Učenci te šole in osnovne šole iz Miklavža na Dravskem polju so spoznavali super junake, ki jih najdemo v knjigah, stripih, filmih ali pa celo kar v vsakdanjem življenju. Ob tem pa so tudi ustvarjali. Poglejmo prispevek. Ustvariti super junake iz knjig, stripov, filmov ali pa kar iz vsakdanjega življenja je bil učencem 2 osnovnih šol prav zabaven izziv. Mi pa ustvarjamo super junake danes, torej na temo super junakov bomo izdelali tudi njihove kostume, torej njihovemu karakterju podobno. Tako da jaz sem zdaj tu samo v pomoč, to imata deklici svojo idejo, malo pa sem samo vskočila. Tako da lahko več oni dve povesta, ne? Točno tako, ne? Ema, lahko ti poveš pravzaprav, katero super junakinjo ali super junaka pa zdaj ustvarjate? Jaz sem mislila, da bi lahko nekakšno punčko, ki ima snežno supermoč in zdaj smo že naredili nekam pač majico v prispodobi in zdaj bomo še pa krilo naredili. Pa si našla takšno idejo v knjigah, glede na to, da se danes tudi spodbuja branje? Nekaj vrste sem našla filmu, ki ga je gledala moja sestrica Frozen. Tudi drugi učenci, ki so bili na ustvarjalni delavnici mode, so sprejeli izziv pri izdelavi kostumov super junakov. Izdelujeva oni super junaško neko, da si da gor obleko. Ampak, ja. Na nek način skoraj da viteško, ali kaj namesto oklepa? Ja. Pač izbral sem si vitez, ker ne vem, videl sem to, pa sem dobil idejo, da bi naredil obleko. Tako, to. Ti tudi zraven ustvarjaš, pomagaš, boste skupaj naredila enega ali 2 super junaka? Enega. Kaj delata pravzaprav vse, tako malo razloži? Pač najprej smo naredila oklep za zgoraj, potem pa zdaj delamo še za noge. Super junaške obleke, nismo se še točno odločili, za katere super junake. Mi smo rekli za zdravilsko. Za zdravilsko moč. Imeli smo namen narediti tako obleko z kosi tapet, da bi izgledalo, kot da imajo neke žepe. Ali pa da ko stisneš gor, da se nekaj zgodi čudežnega. Potem tam je bila tudi moja prijateljica, ki naj bi imela moč teleportacije, mislim da. Ja, teleportacije. Ja. In smo ji naredili, oziroma bomo naredili zeleno krilo. Isto z temi tapetami, samo da v zeleni barvi, z takšnimi bolj naravnimi vzorci. V drugi učilnici pa so najprej spoznavali super junake iz stripov, nato pa so jih še risali. In kaj jim je bilo všeč? Všeč mi je, ker je vse s slikami prikazano, boljše razumem knjigo. Jaz ne ravno berem takšnih knjig, ki imajo super junake, noter bolj take realistične stvari berem. Ampak ja, mi je nova tema super junakov v knjigah. Nisem še nikdar prej brala kaj takega. Jaz sem bral Pasjega moža, ki mi je najboljši strip. Pri stripih mi je všeč, da je vse narisano po slikah, da veš, kaj se dogaja, pa da je malo besedila, da ni toliko za brati. In stripi so mi bolj priljubljeni kot knjige. Recimo v stripih mi je ful všeč, ko so tudi super junaki, ko rešujejo različne zadeve, ampak jih rešujejo tak na bolj smešen način in ti ni ono, ko knjigo bereš, kako zanimivo, ampak ti je prav smešno in pač res z užitkom bereš. To delavnico je vodila pomočnica ravnatelja Karmen Srnko, ki nam je povedala več o sami noči branja. Učenci vsako leto z veseljem pričakujejo ta dogodek in se ga tudi z veseljem udeležijo. Namenjen je tako nadarjenim kot tudi tistim učencem najbralcem. Letos so tukaj učenci 6., 7. in 8. razreda. 37 učencev sodeluje letos, 20 iz naše in pa 17 iz sosednje šole. Letošnja tema so bili torej super junaki. Tema so
Torej, nasplošno superjunaki, torej kdo so sploh superjunaki, to, da smo lahko tudi mi mogoče superjunaki, ne? In mi si bomo pač pogledali te superjunake v okviru teh stripov. Torej, stripovske junake, učenci ne bodo izdelali stripa kot takega, bodo pa si izbrali nekega stripovskega junaka in bodo potem ga predstavili torej njegove značilnosti, njegove lastnosti, kakšne zanimive, smešne izjave in jutri pri predstavitvi je torej naš cilj, naš namen, da motiviramo še ostale učence, da jim torej predstavimo te stripovske junake in da jih motiviramo tudi za branje stripov, ker vseeno učenci malo manj posegajo po stripih, več po knjigah in da jih morda motiviramo tudi za to vrsto branja. Po delavnici so imeli sicer še večerjo in druženje s presenečenji večera, naslednji dan pa, kot rečeno, predstavitve svojih izdelkov. V Framu so imeli minulo soboto dan odprtih vrat središča Zaženi mlin. Ob tem so pokazali sobo pobega Zaženi mlin in sobo babice Jere in mlinarja Franca, v kateri je pohištvo iz bogate kulturne dediščine Frama, hkrati pa so tam predstavljeni tudi izdelki lokalnih pridelovalcev. Pripravili pa so jim tudi ustvarjanje v modri delavnici. Dan odprtih vrat središča Zaženi mlin je bila odlična predstavitev sobe pobega in odlična priložnost za ustvarjanje. Smo prav res hoteli tudi nekaj narediti, kot delavnica z mladimi in malo manj mladimi, ki smo to ustvarjali, se pravi ena skupina fantov in deklet, ki so v bistvu strokovnjaki na svojem področju in smo res to vse postavili, od teh podestov do tiste elektronike, ki se zdaj ne vidi, pa se bo videla takrat, ko bomo te uganke reševali. Tako da je bil en taki konkreten projekt in veselje in zadovoljstvo, ko je to tudi postavljeno. Skupaj sobo babice Jere in mlinarja Franca pa se dejavnosti samo zaokrožujejo v smiselno celoto. Zagotovo je ena taka smiselna povezava. Ja. Računamo še v nadaljevanju, da bomo še en taki mali interaktivni muzej naredili, ko bojo otroci lahko začutili to energijo vode, ki je včasih poganjala mline, žage in kovačije na Framskem potoku. Na obisk obih sob je posebej zato prišla družina iz Maribora in vsi člani so bili zadovoljni. Zelo smo navdušeni nad novo pridobitvijo v Framu. Prišli smo res s tem namenom, da bomo lahko druge povabili sem, da bodo lahko tudi se vrnili v tiste čase in doživeli to, kar smo mi zdaj tukaj. Tako da res smo veseli, da so omogočili in da so v Fram pripeljali to staro zbirko. Celo tako zadovoljni, da bo njen sin zagotovo pripeljal tja prijatelje. Torej, najbolj zanimivo mi je bilo, kako je to v starih časih, pa je to prikazano zdaj v sedanjosti. Potem zelo me je soba navdušila in me je kar pritegnila, tako da bom zagotovo za kakšen rojstni dan ali pa za kakšno praznovanje povabil kakšne prijatelje ali pa koga. Tako da bo super. Pa tudi njegov oče, ki je sicer iz teh krajev, je občudoval zbirko predmetov in opremljenost sobe. Jaz sem navdušen nad tem, ker vse, kaj se novega nekje dogaja, je pridobitev za vse nas in ljudi je treba spomniti, da ni samo danes, da je bilo tudi nekoč in to nam tudi daje smer za prihodnost. S tem, da tu imajo eksponate, ki so zelo lepi, eni tudi imajo že visoko starost in to lahko potem tudi potipamo, povonjamo in začutimo dih tistega časa in jaz pravim, ni drugega kot navdušenje in to ni samo za enkrat, to lahko človek hodi večkrat gledati in vsakokrat najde kaj novega, možno je tudi, da sreča še koga, ki ima spomine od prej in jih podeli z nami. In prav to je bil tudi namen dneva odprtih vrat. Predstaviti in povabiti domačine in druge, da si vzamejo čas za skupne dejavnosti. V občini Sveta Trojica gradijo zdaj tako pomembne kolesarske povezave. Pred nekaj dnevi so postavili semaforje v križišču z izvozom za avtocesto. Kmalu se bodo lotili tudi izgradnje krožišča pri Griču. Ob tem pa bodo obnavljali ali pa obnavljajo tudi druge ceste. Stanje na področju izgradnje cestne infrastrukture je v Sveti Trojici zdaj pestro, pravi župan te občine. V teku je izgradnja kolesarskih povezav. V tem trenutku se nahajamo že na trasi Zgornje Verjane, tako da dobro teče. Seveda vse posod nas čaka kakšen izziv, vendar jih spretno rešujemo. Tako da to je samo ena izmed zadev, ki je v sklopu infrastrukture v tem letu tudi uresničujemo.
Velikopotezne načrte pa imajo pri izgradnji krožišča pri Griču. Tik pred objavo je razpis za izvajalca. Konec maja, začetku junija, tudi pričetek gradnje. V tem trenutku pa se bo v ponedeljek 4. se izteče javni razpis za izbiro izvajalca na krožišču Kmetec. Tam pa bi se naj dela začela v sredini maja. Tako da velike spremembe za našo malo občino. V prejšnjih dneh so začeli postavljati tudi semaforje v sicer precej nevarnem križišču, ki vodi tudi do uvoza na cesto oziroma izvoza z nje. V tem trenutku je v izgradnji res dolgo let planirano izgradnja semaforiziranih križišč. Gre za ena izmed nevarnejših križišč, kajti v teh dveh križiščih smo imeli kar precej prometnih nesreč. Tisti, ki križišča uporabljajo, vejo, o čem govorim. In nekako 3 leta smo, celoten ta mandat smo pritiskali, prosili in se res aktivno ukvarjali s tem, da pride do povečanja prometne varnosti. In ugotovili smo, da edina realna opcija je izgradnja semaforjev. In veseli me, da v tem trenutku je tudi ta obljuba v bistvu teče proti zaključni fazi. Med drugim pa zdaj poteka tudi asfaltiranje cest v novih naseljih Trojica Jug. Seveda pa bo investicija zaključena do konca maja 2022, tako da približno 2 meseca imamo za izgradnjo in dokončanje teh ulic. Sicer pa bodo v 2 mesecih zaključili tudi izgradnjo baročnih stopnic. Kot vidite, so oporni zidovi zgrajeni, obe levo in desno krilo sta bolj kot ne zaključeni. Centralno krilo pa prihaja še v teh 2 mesecih, tako da dodatno bo stopnišče še osvetljeno z ambientalno svetlobo, tako da se zelo veselim zaključka tudi tega projekta. Ki pa velja dejansko za enega večjih, pomembnejših projektov v občini. V UKC Maribor so za 76 zaposlenih, ki so se upokojili v letu 2021, pripravili sprejem. Zahvalili so se jim za dolgoletno požrtvovalno delo. V UKC Maribor je več kot 3000 zaposlenih, od tega približno 530 zdravnikov specialistov in specializantov različnih strok. Skoraj 1500 pa je zaposlenih v zdravstveni negi. Lani se je upokojilo 76 zaposlenih in v UKC Maribor so ob tej priložnosti pripravili dogodek, ki ga je obogatil kulturni program. Navzoče sta nagovorila direktor UKC Maribor Anton Crnjac ter strokovna direktorica Nataša Marčun-Vart. Izročila sta zahvale za delovni prispevek in jim zaželela obilo zdravja in prijetnih ter doživetih polnih dni v pokoju. Ob koncu pa je sledila pogostitev in sproščen klepet nekdanjih sodelavcev. V naši družbi pa je bil tudi Zvonko Žekš, ki je odkrito spregovoril o svoji odvisnosti od alkohola. Potem, ko so se težave začele stopnjevati, se je zavedal, da je dovolj in da tako več ne želi živeti. Poglejmo podrobnosti. Če se je vse začelo pri kozarčku 2, je prišlo tako daleč, da je Zvonko začel popivati vsak dan. Alkohol mi je predstavljal ene vrste rešitev, ki pa v bistvu ni bila rešitev. Ampak v tistem trenutku sem pač sam sebi rekel, vse pa, če bom nekaj spil, če se bom po domače povedano sam sebi zasmilil, bom nastali problem, ki se je pojavil, ne od alkohola, ampak ki se nam v življenju vedno pojavljajo, pač je rešil s tem. Sedaj ve, da v alkoholu ni rešitve, temveč se težave in problemi le še kopičijo. Vsako stvar zmanipuliraš, obrneš v neko svoj prid. Kaj mene vidiš, če je pa oni drugi še hujši? Tudi zrcalno na drugega prelagaš, odgovornost prelagaš. Pove, da je imel poleg svoje službe še službo logistike. Ko boš prišel do pijače, kdaj boš prišel, kaj boš spil, imaš zadosti doma, imaš zadosti nekje, mogoče tudi skrito, jaz sem celo skrival, tudi službe. Vse to je logistika, to je eno služba. Jaz sem vedno v šali prav, jaz bi z lahkoto vodil logistični center Luka Koper.
Grozil je tudi s samomorom in takrat je prišel do točke, ko se je odločil za zdravljenje. Vi ne boste nikoli naredili samomora, imate težave z alkoholom. Pejte jutri zjutraj do svojega zdravnika osebnega in prosite za pomoč. Jaz pa takrat v vinjenem stanju sem mu sam rekel, gospod, jaz če bom jutri zjutraj čakal, sigurno tega koraka ne bom napravil. Vzel je stvari in se odpravil v psihiatrično bolnišnico Ormož, kjer je ostal nekaj mesecev. Najpomembnejša stvar pri vsem tem, da človek lahko uspe, je to, da moraš imeti sam sebe rad. To je prvi pogoj. Ker če ti sam sebe nimaš rad, če sam sebe ne spoštuješ, če ne zaupaš sam sebe, da moraš imeti bližnjega rad. Celotno oddajo najdete na spletni strani lokalec.si pod zavihki oddaje Moja zgodba. Zavod PIP je v sodelovanju z občino Benedikt organiziral razpravo na temo medgeneracijske solidarnosti. V okviru dogodka so skupaj z osrednjimi gosti spregovorili o pomenu medgeneracijske solidarnosti ter pri tem izpostavili vlogo manjših podeželskih območij. Več pa v prispevku. Zavod PIP je pred dnevi z občino Benedikt pripravil razpravo na temo medgeneracijske solidarnosti. Zagotovo gre za temo, ki zadeva celotno družbo. Imamo dolgo živo družbo, starajočo se družbo in sodelovanje med generacijami, druženje je pomembno. Medgeneracijski centri so pa prostor, kjer se ljudje srečujejo, družijo, gre za neko socialno vključevanje, hkrati pa en kup pomoči, samopomoči, ker v te centre zahajajo ljudje različnih težav, izzivov, pa tudi taki brez težav in na koncu si med sabo najdejo, se potolažijo, se poveselijo. In primer dobre prakse je zagotovo večgeneracijski center v občini Benedikt. Za vsak projekt je lahko uspešen, če za njem stoji nekdo, ki vidi, da mu ta projekt prinaša nekaj dobrega, nekaj pozitivnega. Enako je za ta večgeneracijski center oziroma za to sodelovanje, če ljudje zaznajo, da je to pozitivno, da jim prinaša neko dodano vrednost, da jim s tem dviguje kvaliteto življenja in so pripravljeni vložiti tudi svoj prosti čas, svoje delo, svojo energijo, potem je to. Na razpravi so izpostavili vlogo manjših podeželskih območij. Tradicija je pomembna in to, da ljudje res v malih okoljih niso zaprti v neke bloke, tudi v času korone moram reči, da je bilo kar veliko druženj, sicer v manjših skupinah. V tistem najhujšem času se je pa poznalo, starejši ljudje so nehali prihajati, so imeli pauzo in zelo rezervirano spoštovanje ukrepov in vse ostalo pa se da. Tako da jaz upam, da se bo ta trema pa kriza s temi epidemijami nehala in da se družimo nazaj na polno. Medgeneracijsko bivanje in pomoč je danes pomembna bolj kot kadarkoli. Od družinskih vlog in od kvalitete družinskega življenja, družinske dinamike, odvisno, kako se pravzaprav to uresničuje. Ocenjujem, da bolj kot kadarkoli prej danes potrebujemo razširjeno družino iz različnih vzrokov, tako za starejše, torej za stare starše, kot pa tudi za starše in predvsem tudi za vnuke. Ekonomska situacija in seveda pandemija, ki je to zadevo še zaostrila in časi, ki prihajajo in bodo zelo nevljudni tudi v tem pogledu, narekujejo potrebo po medgeneracijskem bivanju, medgeneracijski pomoči in tudi medgeneracijski solidarnosti. Staranje prebivalstva predstavlja velik izziv in hkrati priložnost. Številni starejši ljudje si ne želijo bivati v neki obliki institucionalnega bivanja nasploh, ampak želijo čim dlje je to mogoče bivati tudi doma. Hkrati je pa to seveda tudi izziv za družbo, kaj bo naredila s tistimi starejšimi, ki tudi potem, ko se upokojijo, želijo biti še delovni aktivni. V Benediktu, kjer je potekala razprava, je zelo aktivno tudi Društvo upokojencev, kjer je 314 članov. V Društvu upokojencev Slovenskih Goric pa jih je kar 2400. Veseli smo, da nam ljudje sledijo, predvsem poudarjamo rekreativne dejavnosti, kajti gibanje je življenje in samo življenje in zdravje bo to omogočilo, da bodo ljudje čim bolj dolgo časa samostojni in ne bodo odvisni ne od sorodnikov in ne od družbe. Mi želimo imeti teh odnosov več. Se pravi, mi smo zanimirali naše upokojence, naši upokojenci radi prihajajo na naše rekreativna in družabna srečanja, tudi kulturna.
Pričakujem pa tudi, da se bo animirala druga stran in da bo to sodelovanje naprej takšno, kot si želimo. Zametki so že bili, žal je ta korona svoje naredila. Najtežje je zdaj, ker je ljudi zajelo neko malodušje. Želja v občini je najti nekoga, ki bo koordiniral in povezoval zadeve ter poskrbel za uspešno delovanje še naprej. Potencialov je ogromno. Začeli so mladi Tvidlin klub, se pravi mlade mažoretke, potem upokojenci z raznimi dejavnostmi, potem je tukaj notri joga. V bistvu smo pripravili oziroma opremili tudi kuhinjo, v kateri se srečujejo kmečke žene. Potem je še zgoraj en prostor, kjer je razstava enega projekta, ki ga je občina izvedla, Arheološka cesta, ki je opremljena tudi z eno malo majhno knjižnico. Razprava je bila del serije dogodkov, ki so jih v zavodu PIP poimenovali Evropski pikniki in jih izvajajo v okviru projekta Evropa na našem pragu. Ob 20. pa bomo soočili kandidate za poslance na Ptuju. Soočenje bo vodila Živa Krušič-Gorišek, ki je že v studiu. Živa, pozdravljena. Kaj lahko pričakujejo gledalke in gledalci od nocojšnjega soočenja? Pozdravljena, Teja. Ja, gotovo lahko gledalci pričakujejo, da bomo s kandidati za poslance na Ptuju odprli več tematik vezanih na regijo. Prav tako pa bomo govorili o državni politiki ter kakšen bo njihov doprinos, kolikor bodo izvoljeni. Predlagam, da ne zamudite soočenja, začnemo v živo ob 20. uri. Vprašanja pa lahko zastavite tudi vi na Facebooku. Nekatere bom izbrala in jih postavila kandidatom v vašem imenu. Toliko za enkrat. Hvala, Živa, torej srečno. To je za danes vse. Sveže novice spremljajte na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam miren preostanek večera in nasvidenje.